Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi Alumni Connect podcasta gostimo Marka Ranta, diplomanta ekonomske fakultete, ki je ustanovitelj borze terjatev. Podjetje uspešno posluje že 10 let, predtem pa je bil Marko prav tako 10 let v nepremičninskih vodah. Živijo, Marko, hvala, da si vzel čas. Živijo. A nam lahko poveš na kratko, s čim se ukvarjaš? Jaz se ukvarjam trenutno z borzo terjatev. Okay. To je en podjetniški projekt, ki smo ga že 10 let nazaj s partnerji začeli. In v bistvu do danes in še naprej planiram to izvajati. Kako bi to pojasnil nekemu študentu, ki ne pozna tega področja? V bistvu se gre za osnovno idejo, ki smo jo imeli, ne? Torej, borza terjatev je izhajala iz tega, da kratkoročne poslovne terjatve, ki nastajajo pri poslovanju podjetij, pri izdaji faktur, torej za opravljanje dobave blaga, materiala, storitev, v bistvu predstavljajo kratkoročen poslovni dolg. Torej, podjetje A mora na datum B plačati znesek C. In na nek način je to podoben korporativnim obveznicam, ki sicer predstavljajo dolgoročni finančni dolg, ampak v osnovi je bila ideja, zakaj ne bi vzpostavili organiziranega trga, kjer bi se dali s temi terjatvami trgovati, pa bi v bistvu na takšen način podjetjem omogočili enostavnejši dostop do likvidnosti, predvsem mikro, malim pa srednje velikim podjetjem. Na drugi strani pa v bistvu tudi vlagateljem omogočali eno okno v čist nek nov segment trga, ki so ga včasih pokrivale samo banke pa faktoring družbe. Tako da to je bila neka taka osnovna ideja, s katero smo štartali. V bistvu ideja je že kar stara, torej podjetje je bilo ustanovljeno 2011, ampak tako zares smo pa začeli delati 2014-2015, takrat smo tudi dobili prvo kapitalsko investicijo. In potem se je tudi poslovni model v bistvu precej razvijal pa spreminjal skozi čas, ko smo ugotovili, da v bistvu zaradi nekih takih čist značilnosti ali pa narave kratkoročnih poslovnih terjatev, ki je precej drugačna v primerjavi z temi dolgoročnimi finančnimi dolgovi iz naslova obveznic, to od organizatorja trga v bistvu zahteva kompletno drugačen pristop, ne. Tako da borza terjatev danes mogoče ima borzno ime pa konstitucijo, ker naš sistem v smislu IT-ja poganja nek poravnalno-trgovalni sistem, ki je zasnovan podobno kot torej finančni trgi oziroma organizirani trgi finančnih inštrumentov, ampak v bistvu ima pa bolj bančno srce, zaradi tega, ker v ozadju je upravljanje s kreditnimi tveganji, ne, do katerih prihaja pri pač financiranju SME podjetij. In jaz sem na tvojem LinkedInu prebral, da si bil prej v nepremičninskih poslih. Kaj je bilo tisto, kar je bil tisti faktor, da si se končno odločil, da bi nekaj svojega začel? Torej, jaz sem se 10 let z nepremičninami ukvarjal, to je res. V bistvu, ko sem, glede na tole alumni podcast, ne, moram povedati, jaz sem diplomiral leta 2005 in moja diploma je bila ravno na temo nepremičnin, ne. Delal sem hedonični indeks cen stanovanj. Takrat še ni bil vzpostavljen sistem spremljanja cen nepremičnin pa cen stanovanj. In ko sem bil jaz v 4. letniku na Erasmus izmenjavi v Glasgowu, na univerzi v Glasgowu, sem imel en zanimiv predmet Housing Economics, kjer sem se, bom rekel, navdušil za ta segment in potem, ko sem prišel nazaj, sem pri mentorici Andreji Cirman sem naredil diplomo na temo tega torej indeksa cen, ki ga je pol tudi povzel Statistični urad, pa nadgradil, pa začel potem objavljati te cene, ne. In potem v bistvu iz tega se mi je nekako izpeljalo, da sem se 10 let ukvarjal z nepremičninami. Delal sem potem kasneje še magisterij prav iz torej Real Estate Investment and Finance na univerzi v Readingu v Angliji. In pa ukvarjal sem se z razvojem nepremičninskih projektov. Torej ta zadnji projekt, kjer sem bil aktivno vključen, je bil projekt Situla, to je bilo leta
2012 do 2014. Takrat je bila tista gospodarska kriza, ta prejšnja, predvsem je bila v gradbenem sektorju zelo močna. Kraški zidar je bil eden od glavnih gradbincev v tistem času in je šel v stečaj, in konkretno Kraški zidar je bil glavni lastnik pa izvajalec del na tem objektu Sitola v Ljubljani. Zadevo je pa financirala takrat Hypo banka oziroma potem kasneje Heta, in je bilo treba izvesti celo finančno prestrukturiranje, dokončanje tega projekta, in s tem sem se ukvarjal. Pol sem imel pa eno tako neko tako razpotje. Imel sem možnost v bistvu nadaljevati to kariero, ker sem 10 let prej delal na nepremičninah, pa kjer sem bom rekel, obetaven začetek ali pa nastavek že imel. Ali pa ta projekt Borza terjatev, ki so ga pa z partnerjem Tomijem Šefmanom že 2011 začela, ampak v bistvu takrat to celo startup okolje v Sloveniji še ni bilo toliko dobro razvit, recimo Slovenski podjetniški sklad še ni imel teh vseh svojih spodbud, poslovnih angelov je bilo še relativno malo, VC skladov je bilo zelo malo, ne. In midva sva takrat na začetku imela predvsem ta problem, da nisva imela pač lastnega kapitala za zagon. In to sem se dosti zgodaj naučil, da če se greš neko podjetniško idejo, če je to samo nek hobi konjiček, pač bo ostal samo hobi konjiček, ne. Torej moraš se posvetiti časovno celemu projektu, ne. Ampak to pa za sabo potegne to, da moraš imeti finance, zaradi tega, ker enostavno vsak od nas mora hoditi v trgovino, pa mora imeti plačo, ne. In midva sva v bistvu takrat iskala poslovne angele, torej da bi podprli ta najin projekt Borza terjatev, in sva 2014, ko sva bila glih na razpotju, ne, ali naj podjetja zapreva, a naj še enkrat poskusva, ker vedela sva, da tako ne gre naprej, ne, v smislu nekega tega hobi projekta. Jaz sem imel ta nepremičninski moj del tako nastavljen, da sem ravno zaključoval ta projekt Citola, pa sem se potencialno pogovarjal že naprej za neke engagemente, ne. No, pol sem se pa nekako odločil v to smer, ne. Enkrat mi je žena rekla, naj že končno delam nekaj, kar mi je všeč, ne. Ker tisto, kar po mojem, saj verjetno, če bi vsakega podjetnika vprašal, na koncu koncev je tisto, da greš delati nekaj, kar si lahko malo, kako bom rekel, sam svoj mojster, ne. Da v službah, kjer si v nekih večjih sistemih, se vedno prilagajaš, ne, pa kakšne stvari pač ne moreš vedno speljati na takšen način, kakor misliš, da bi bile najbolj idealne, ne. In pa to ne pomeni, da ima človek vedno prav, saj vsak ima svoj prav, samo pač si omejen glede na strukturo, ki že obstaja, ne. Postavljanje svojega podjetja pa v bistvu ti omogoča, da strukturo čisto sam postaviš na novo, ne. V bistvu ustvariš eno lastno zgodbo, in to je tisto, kar me je najbolj pritegnilo. In koliko časa sta bila pol s partnerjem sama? Ja, torej ta čisto prvi del je bil od 2011 do 2014, ne. S Tomijem Šefmanom sva ustanovila Borzo terjatev takrat, 2011. Potem 2014 sta pa podjetje pol dokapitalizirala še Janez Klopčar pa Peter Ribarič kot poslovna angela. Takrat sem se jaz potem v bistvu prezaposlil. Sem tudi to mojo nepremičninsko kariero pač obesil na klin in se lotil Borze terjatev. Potem smo pa v bistvu smo razvijali platformo, saj smo že imeli prej nek ta minimum viable product, ne, ampak smo v bistvu potem smo še enkrat cel IT razvoj zaštartali, konec 2015 smo pol tudi uradno lansirali in v bistvu Borza terjatev kot približno taka, kot je zdaj na trgu, je od novembra 2015, ne. Potem smo pa od takrat seveda potem nadgrajevali sam poslovni model pa platformo. Tako da, in to je zgodba. In v bistvu smo rasli iz nič, ne. Na začetku si kot podjetnik praktično deklica za vse, ne. Postavljaš celo administracijo, ukvarjaš se s prodajo, ukvarjaš se z IT-jem, ukvarjaš se z vsem, ne. Potem pa, ko podjetje raste, počasi predajaš to sodelavcem, ekipa raste, ne. Zdaj, danes nas je skupaj 12 v Ljubljani, pa 3 v Zagrebu. Imamo tudi zdaj že eno hčerinsko družbo na Hrvaškem. Torej ste že tudi na tujih trgih? Ja, v bistvu zdaj že 2 leti.
imamo torej hčerinska družba 5VP Finance, je na Hrvaškem, ki je v bistvu upravljalec te naše BT finančne platforme za hrvaški trg. Malenkost je prilagojena, ampak v osnovi pa gre za isto zadevo, je pa tam še precej bolj v zgodnji fazi. No. So pa tudi zdaj v bistvu po 2 letih že dosegli to break-even točko, tako da se v bistvu sami pokrivajo s svojimi prihodki. A planirate kaj integrirati umetno inteligenco v poslovanje? Trenutno še ne, je pa sigurno stvar, ki je zelo zanimiva. Ne? Predvsem na nekem specifičnem področju, mislim, to so dosti teh tudi malo buzzwordov. Ne? Nekaj časa so nas vsi sprašvali, bomo blockchain integrirali v borzo terjatev, in mi smo se zelo veliko ukvarjali s tem, pa smo pol na koncu ugotovili, da nima nobenega smisla, oziroma da v tem našem poslu je, da je to nek fad, ali kako bi temu rekel. Ne. Jaz mislim, da s to umetno inteligenco je malo drugače, ampak specifično za naš posel je verjetno najbolj aktualno preverjanje, torej credit risk management, ne, ali pa bom rekel background check tudi za lastnike pa za zakonite zastopnike podjetij, ki se financirajo prek borze terjatev, ker je ogromno informacij na spletu, ogromno vzorcev, ki ti lahko napovedujejo, da bo prišlo do nekega defaulta, ne, kjer se že sicer ves čas gremo machine learning pa skušamo v bistvu izboljšati te naše modele, ampak sigurno je ta umetna inteligenca nekaj, kar bi tukaj lahko imela zelo velik potencial. Nimamo pa še nobenih konkretnih načrtov v zvezi s tem. Bolj v bistvu zdaj samo spremljamo, kaj se dogaja. Kaj pa tako za olajšanje dela ali pa v zasebnem življenju, že kaj uporabljaš? Čim manj. Zakaj? Čim manj. V bistvu vedno bolj sem analogen, če sem iskren. Tako sicer na eni strani to poslovno neka visoka digitalizacija, ne, ampak sicer pa se skušam bolj, kako bi rekel, odklopiti od vsega tega, ko sem v domačem okolju. Mislim, to je, po mojem je to malo stvar tudi osebnosti, ne, pa vsakega posameznika. Ne. Bil sem lansko leto na temule Blejskem strateškem forumu, pa sem poslušal Tonija Blaira, ko je bil tam gost, nek fireside chat so imeli. Ne. In je povedal eno zanimivo stvar, ki se mi je zelo zdela na mestu, ne, da se v bistvu zaradi vse te umetne inteligence in zaradi vsega tega, rekel, teh pripomočkov, danes v bistvu toliko smo že kognitivno bombardirani za vseh strani, da naši možgani ne uspejo sprocesirati vsega. Ne. Kmalu boš rabil Google Maps itak, da ti pove, kako se pripeleš kam, ne, pa v bistvu vedno bolj je to pomoč našim odločitvam pri vsakdanjem življenju. Ne. In Tony Blair je razlagal, da v bistvu tako, kakor on gleda, se te skillseti razvijajo v 2 smeri. In sicer, da bojo ljudje na dolgi rok uspešni, če bojo imeli deep tech skills, to pomeni, da bojo res vrhunski na nekem zelo nišnem področju, kjer jih celo AI ne more v tem razvojnem delu prehiteti. Zdaj si na pamet zmišljujem, ne vem, kvantna fizika. Ne? Ali pa deep social skills. To pomeni znati povezovati ljudi z deep tech skillsi. Ne? Ampak bom rekel, tega klasičnega diapazona, da pa je nekdo jack of all trades, master of none, da bo pa vedno manj. Ne? Ker v bistvu se tudi zaradi te količine informacij, ki jih imamo, ne, ker danes v bistvu na internetu praktično dobiš vse informacije, ki so včasih bile res dosegljive sam pač omejenemu krogu ljudi. Mislim, na univerzah, v knjižnicah, na fakulteti. Ne, so v bistvu danes vsa osnov, ki je recimo tukaj na ekonomski fakulteti se uči, je absolutno prosto dosegljiva na internetu. Ne. In da način
učenja v bistvu se ne gre več za kategorizacijo ali pa torej kategorizacijo znanja, ne, kot katalog, ampak v bistvu, da človek zna poiskati tisto, kar rabi v določenem momentu, ne, da se v bistvu cel ta sistem, kako izobraževalni sistem deluje, pa potem kako ta job market deluje, v smislu, kakšni skillseti se potrebujejo, se drastično spreminja. To mi je bil en tak zelo zanimiv takeaway iz tega Blejskega strateškega foruma. Kako pa misliš, da bo pol management deloval? Ker jaz si to predstavljam na nek način, da si jack of all trades in s tem omejenim znanjem usmerjaš druge. Ja, mislim, da management spada bolj v kategorijo deep social skills. Oziroma mislim, da izrazito spada v kategorijo deep social skills. Vsaj to je tudi moja izkušnja, pa mi smo recimo majhna družba, ne, na borzi terjatev, nas je vsega skupaj 12, ne. Ampak v osnovi se gre za organizacijo dela. Tisto, kar se jaz vsak dan še zmeraj učim, pa predvsem, ker izhajam, mogoče tako moja osebna karakteristika, jaz sem bil vedno mogoče malo bolj introvertiran tip za Excelom, ne. Nisem nikoli programiral, ampak tako, jaz živim v številkah, če me spravaš v številke, ne. Je, da sem v bistvu se počasi iz tega ven vlekel, ne, in prepuščal ostalim sodelavcem, da so to prevzeli, pa da v bistvu ta znanja prenašam naprej in potem samo usklajujem oziroma pomagam tam, kjer je pač to potrebno, pa delam tiste spearheade pri razvoju, tam, kjer res delamo neko novo stvar, ne. Tam je še zmeraj, mislim, da izjemno pomembno za management ali pa za nekega podjetnika, ki vodi podjetje, da je, bom rekel, on v prvi bojni liniji nekega, ne vem, pivota poslovnega modela, ne. Mislim, da se tega ne da outsourcati. To je utopično, ne. Ampak kar se tiče pa ostalih del, je pa v bistvu vedno bolj stvar samo organizacije pa koordinacije in to pa zahteva socialne veščine, ne. Če tega vodje nimajo oziroma menedžerji nimajo, mislim, da podjetja zelo hitro. Mislim, se to hitro pozna. Jaz sicer nisem delal v toliko velikih organizacijah, sem jih pa ene par zamenjal in sem videl razlike, ne, med tako, kako malo stene vibrirajo v firmi, ko prideš in na koncu vedno prideš do menedžerjev oziroma lastnikov firme, ne. Bom rekel, ta stvar gre top down. Ali nekdo zna menedžirati ali nekdo ne zna menedžirati. Kaj so bili pa neki viri, ki so ti najbolj pomagali pri tem učenju managementa? Po mojem najbolj lastne napake, ne. Jaz mislim, da iz lastnih napak se najbolj učiš. Eno je tisto, ko prebereš ali pa nekoga poslušaš ali pa se tako. Ogromno se da naučiti iz drugih virov ali pa da se naučiti tako, da poskusiš nekaj, kar si prej mogoče nisi upal, pa sploh nisi vedel. Recimo meni je bil primer izjemno velik izziv sama prodaja storitev, ne. Mi smo recimo BT platformo razvili v piko v nulo, vse postavili na web in pol jaz sem čakal, zakaj ljudje ne padajo gor, ne. Pol sem pa bil na tem podium konferenci leta 2016, sem poslušal ta keynote speech, ko je bil takrat Steli Efti, to je en pač startup podjetnik iz Silicon Valleyja, ki predava pa govori točno o B2B startup sales. To je točno o tem sem jaz takrat razmišljal, živel v tem, kako bomo mi stranke pridobivali, ne, in potem pride ta veliki guru tam na oder in razlaga in jaz sem dol padel, ne. Jaz sem si pol prebral vse njegove knjige in online podcaste in video posnetke, ne, se kot to moramo mi začeti tako delati, ne. Ampak to je bil šele prvi korak, ne, tisto, da se spraviš ven malo iz te cone komforta, ki si misliš, če ta tip to zna delati, ne, valjda bom jaz tudi, ne. Ali pa vsaj poskusil, ne, ampak pol bom rekel, tisti dejanski learning pa dobiš, ko dejansko to narediš, ne, pa vidiš, kako to funkcionira v živo. In mislim, da največ se človek res nauči na lastnih napakah. Takrat, ko vidiš nekaj, kar funkcionira, pa nekaj, kar ne funkcionira in
pač ponavljaš tisto, kar funkcionira in ne tistega, kar ne. A imaš kakšno zanimivo zgodbo o lastni napaki, ki se ti je zgodila pri menedžiranju? Kakor češ. Kaj pa je ena najbolj zanimiva oziroma najbolj odštekana? Ne, saj ni, ne da so odštekane, sam bom rekel, z mojega vidika je tako, kaj sem se jaz naučil, ne. Tako, mislim, jaz mislim, da je okrog tega startup podjetništva ogromen hajpa. To je, vsi bi radi bili podjetniki, vsi to so milijonski, milijardni unikorni, v bistvu pa noben ne govori o tem, bom rekel, kaj zares je potrebno, oziroma tako, what it takes, ne, pa koliko ljudi v bistvu, koliko jim ne uspe, pa bom rekel, koliko je to naporno, ne, koliko se ljudi tudi skur v tem. In mislim, da kako bi rekel, zanesenost, ne, podjetniške ideje te bo pripeljala od 0 do 1, ne, torej tisto, da narediš to prvi korak, ampak potem pa, če hočeš ostati na gladini, pa plavati, pa v bistvu startup podjetje preoblikovati v going concern firmo, se pa moraš konstantno učiti pa prilagajati, ne, kar pa pomeni, da enostavno opustiš stvari, ki so včasih delale, ne glede na to, koliko energije je bilo noter vložene, če ne delajo več, ne. Ena stvar, ki je bila recimo meni osebno, kar se tiče nekega takega learninga, je bila, da pač borza terjatev ni samo moja, ne. Kljub temu, da je bila moja poslovna ideja in na začetku sem rekel, zelo jo razvil, ker pač ni bilo sploh nobene druge opcije, ne. Se v bistvu na začetku moraš priti iz te 0 do 1, torej do te profitabilnosti podjetja, ne. Ampak potem pa sem predvsem ugotovil, da ne moram delati vsega po svoje. Tudi če si direktor, ne, ampak bom rekel, kot poslovodja ali pa tudi zdaj smo se tudi že preoblikovali v delniško družbo, ne, če si član uprave ali pa član organa nadzora, v bistvu zastopaš interese delničarjev, ne, v obeh vlogah. In ja, si lahko eden od delničarjev, ampak nisi pa edini, ne, kar pomeni, da v bistvu treba upoštevati interese vseh oziroma najti neke skupne imenovalce, ne. Pa mogoče, če sem malo bolj konkreten, jaz sem imel tam konec 2019 idejo, ker pač prihajam iz te nepremičninske zgodbe, ne, pa na borzi terjatev smo glih takrat se nam je začelo svitati, da ta, bom rekel, koncept vzajemnega financiranja, ki ga mi smo zastavili, torej ta peer-to-peer financing, se v bistvu postopoma tako levi kožo v nekaj, kar je bolj klasičen asset management, ne, to v bistvu zdaj ravno dokončujemo, ne. Mi v bistvu zdaj preoblikujemo poslovni model v upravljanje alternativnih investicijskih skladov na strani vlagateljev, tako da v bistvu ne bojo imeli več odprtih individualnih trgovalnih računov pa kupovali terjatev, ampak bojo imeli točke v skladu, ne, če si predstavljaš. In to se nam je glih takrat začelo, bom rekel, svitati, da je to pot, po kateri moramo iti za rast, ne. In ko sem jaz razmišljal o teh skladih, ta prva stvar, ki mi je padla na pamet, je bil nepremičninski sklad, seveda, ker sem se 10 let z nepremičninami ukvarjal in se mi je zdelo, to je pa vrhunska ideja, ne, ker sem v preteklosti vse o nepremičninskih skladih si že naštudiral, vedel, v glavnem meni se je to zdelo fantastično. No, mojim ostalim partnerjem se ni, a ne. Tako da tukaj sem videl v bistvu pomen tega, da ne smeš riniti samo svojih idej naprej, ampak v bistvu je treba poslušati pa izluščiti tisto, kar so skupni imenovalci, ne. Zaradi tega, ker veš, konkretno te poslovni angeli pa visi skladi, ki so vložili v borzo terjatev, niso vložili zato, ker so želeli imeti nepremičninski sklad, ne, ampak so vložili zaradi tega, ker sem jaz prodal zgodbo o borzi terjatev, torej peer-to-peer financiranju za SME, ne. In ta switch, ko sem jaz takrat o tem razmišljal, je bil, rekel, toliko z njihovega vidika, ne, izven koncepta, ne z mojega, ker jaz sem pač prihajal iz tega, jaz sem imel izkušnje iz nepremičnin, ne. In še danes mislim, da je to super ideja, samo pač ne v okviru tega podjetniškega projekta. In na koncev, pa če želiš v bistvu uspešno voditi firmo, je izjemno pomembno, da se ta konsenz ne samo znotraj ekipe, ne, torej kot če si v neki poslovodni
funkciji, da se ustvarja koherentnost ekipe znotraj podjetja, ampak tudi na nivoju lastnikov pa podjetnikov, ker če tega ni, v bistvu firma od zgoraj navzdol razpade, ne od spodaj navzgor. Ne. Od spodaj navzgor pa razpade, če ljudje grejo, zaradi tega, ker so pogoji taki slabi. Ne. Tako da mislim, da je ta vloga menedžerja ali pa ne predstavljam si, kako je to recimo v večjih podjetjih, ne, ampak v takih manjših podjetjih, kjer je menedžer vseeno še recimo lastnik ali pa tisti ta podjetnik, ki je zalaufal celo zgodbo, se mi zdi zelo pomembna, da v bistvu ves čas imaš ravnotežje na obeh straneh. Ne. Kaj bi bil pa en nasvet, ki bi ga dal nekemu študentu, ki se isto želi podati na podjetniško pot, pa še ni začel? Nimam. V bistvu se mi zdi, da je tako, čestital bi mu za pogum, pa zaželel vse dobro. Mislim, da se vsak mora naučiti na svoji koži. Ne. Res mislim, da je to tako ena taka odločitev, ki je, ki je velika. Tako. Če jo želiš delati, se loti z vsem srcem, ne. Ker drugače ne bo uspela. To je edini nasvet, ki bi ga imel. Dobro. Kaj pa glede knjig? Katera je neka taka, ki je pustila največji vpliv na tvojem življenju? Ne, da si prebral, pa si rekel, koliko je to super, ampak da si pa uvedel neke konkretne spremembe. Teh je pa zelo veliko. Katera je prva, ki ti pride na pamet? Prva, ki niso nujno povezane z tem startup podjetništvom. Ne. Ne. Prej sem govoril recimo o Steli Ueftiju. To so bile ene res kratke, sladke knjige, ne vem, Startup Sales ali nekaj takega je bila ena knjiga, ki sem jo prebral, mi je bilo tako wow. Ne. Ene par je bilo takih knjig, ki so bile čist iz totalno drugega spektra. Ne. Recimo izjemno mi je bila všeč ta kratka zgodovina človeštva od Hararija. Zelo ene par takih psihološko naravnanih knjig, recimo The Denial of Death je ena, ki je dobila tudi Pulitzerjevo nagrado, je taka fantastična, malo težka, ne, knjiga za prebirati na temo razumevanja, bom rekel, delovanja človeka, ne. Ker to se mi zdi predvsem pri razvoju tega deep social skills, ne, se mi zdi izjemno pomembno. V bistvu mislim, da je to nuja. Ne. Če želiš biti, če želiš imeti uspešno podjetje, moraš biti dober podjetnik oziroma uspešen podjetnik. Če želiš biti uspešen podjetnik, moraš biti v prvi vrsti dober človek. Ne moreš izkoriščati ljudi na polno in pričakovati, da boš na dolgi rok uspel. Na kratek rok mogoče ne. Če želiš to, moraš malo, bom rekel, lastne refleksije pa introspekcije narediti. Ne. In to se mi zdi, da se mogoče imam jaz tak občutek, ampak se mi zdi, da se dostikrat zanemarja, ne. Vse se zdaj gre zelo na utilitarnost, treba je doseči ta cilj, treba je to, treba je ono, treba je tretje prek. V bistvu gre, številke so pred ljudmi v tem podjetniškem svetu, ne. Ampak moja izkušnja je pa ravno obratna, ne. V bistvu, če motiviraš ekipo, pa če imaš neko zavedanje, tisti Simon Sinek Start with Why, ne, to je bila recimo ena taka knjiga, ki mi je bila tako zelo, zelo tako na mestu, ne. Da v bistvu izhajaš iz nekega malo bolj globjega razloga, zakaj delaš to, kar delaš. Tudi za stranke, kakršnokoli proizvod ali pa storitev, ki jih imaš, ne. Ker v bistvu ta, kako bi rekel, emocija, ki jo daješ v neko dejanje, na nek način determinira, kakšen bo rezultat, ne. Če je tisti namen, ki ga daješ, samo izključno monetaren, ne, dvomim, da bo uspel. Moja izkušnja je, da če izhajaš iz neke želje dostaviti neko vrednost za stranke, ne, pa tudi za zaposlene v podjetju ustvariti eno pozitivno okolje, da se bo to potem naravno odražalo v številkah. Torej, ljudje bojo rajš kupovali proizvode ali pa storitve, zaposleni bojo bolj prizadevno delali, cela ekipa bo bolj funkcionirala in mislim, da je to ključen del menedžmenta za firmo.
Kaj pa neka metoda oziroma kako ti to dosežeš v svoji ekipi, da motiviraš zaposlene? Najbolj skušam delati z lastnim zgledom, pa to je včasih, mislim, sigurno ogromnokrat sfalim, ne. Ampak mislim, da obstaja ena taka stvar. Če je kakšna stvar, ki je zelo težka, ne, pa ne gre se za to, ali je mogoče je tehnična rešitev težka, mogoče je nekomu sam težko nekaj narediti, ker mu ne paše, ne. Ampak če ti sam nisi pripravljen iti ven iz svoje cone komforta pa pokazati, da to se da, ne moreš tega pričakovati od tvojih sodelavcev. Pač, če pa ti to narediš, pol jim pa daš v bistvu na eni strani tako odpreš svet, da se to da, ne, in po drugi strani lahko to tudi od njih pričakuješ, ker če si ti to naredil, lahko tudi oni naredijo, ne. To se zdaj sliši zelo filozofsko, ampak lahko dam en konkreten primer. Pač mi se pač na borzi terjatev smo majhni finančni posrednik, ne. Mislim, nismo več toliko majhni, ampak v primerjavi z temi bančnimi sistemi smo miniaturni, ne. Ampak potem se pa dostikrat v bistvu pojavljamo v istih krogih z njimi, ker pač financiramo mala pa srednje velika podjetja, ne. Imeli smo recimo en primer, ko za zavarovanje pač izpostavljenosti, ki jih imamo mi do SME podjetij, jemljemo standardno izvršnico kot instrument zavarovanja. Izvršnica je zelo podobna menici, to je en nov inštrument iz leta 2012, ki se je takrat uvedel noter v slovenski pravni red, ampak je precej bolj močna od menice, torej bistveno boljše zavarovanje to predstavlja kot klasična menica in pač mi to uporabljamo. Ampak se je v bistvu bančnih krogih vzpostavilo neko tolmačenje, da menice niso, da izvršnice niso primeren inštrument za zavarovanje finančnih poslov, torej posojil pa odkupov terjatev, to, kar delamo mi. Da se to ne sme, torej da je takšna izvršnica, ki je izdana za zavarovanje finančnih poslov, nična, ne. In vsi so to mislili. To je splošno prepričanje v bančnih krogih še danes, ne. Mi smo pa to gledali. Jaz sem to gledal. Torej šel sem si prebrati zakon, šel sem si prebrati obrazložitev zakona in sem pol videl, da v bistvu cela zadeva izvira iz ene obrazložitve enega člena zakona, ne iz zakona samega, zakon ničesar o tem ne določa, in da še ta obrazložitev v bistvu izvira iz neke čisto napačne interpretacije, v bistvu ene pomote v prevodu. Nekdo je v evropski direktivi je commercial contract namesto za gospodarsko pogodbo prevedel za trgovinsko pogodbo. In ker je bila trgovinska pogodba, so začeli pol razlikovati, to pa niso finančne pogodbe, v bistvu se gre pa za pogodbe med gospodarskimi subjekti, ne glede na vsebino, ne. In mi smo začeli uporabljati te izvršnice kot instrument za zavarovanje in banke so nam zavračale njihovo unovčevanje. Sodišča so jih sprejemala, banke jih pa niso sprejemale na unovčitev tako kot menica, ne. In tukaj pol vsi so že hoteli obupati, ne. Tudi ostali faktorji, ko se ukvarjajo z odkupom terjatev, so že nehali uporabljati te izvršnice, mi smo pa vztrajali, ne. Zaradi tega, ker sem rekel, glej, pač to je tako, ne. Ne moreš se zdaj postavljati, da nad zakon pa reči, to ni dovoljeno, če zakon tega ne prepoveduje, ne. In tudi znotraj ekipe pa znotraj borze terjatev so me že malo čudno gledali, ne. Tam Marko se nekaj igra z enimi mlini na veter, ne. In smo pisali Banki Slovenije, Združenju bank Slovenije, vsi so nam odpisali, da ne, to se ne da, ne. Na koncu smo tožili 3 banke, zaradi tega, ker so nam zavrnili unovčitev izvršnic in zdaj v prvem primeru smo na višjem sodišču zmagali. In bom rekel, to kar naenkrat odpre diapazon, ne, v bistvu ni nujno v kamen zapisano to, kar neka velika inštitucija reče, ne. Torej v bistvu s tem, tukaj smo šli popolnoma proti toku, ne. Ampak bom rekel, s tem, ko sem jaz, pa to gre se za,
v osnovi se gre za brezpredmetno stvar. Banke bi lahko ta inštrument same uporabljale, ker je izjemno praktičen. Ne? Gre se za princip. Ne? In s tem v bistvu, ko nek tak spearheading enega tazga pravnega vprašanja, recimo v tem primeru, ko sem ga izvedel, ne, potem v bistvu tudi dam platformo za moje sodelavce, da, bom rekel, si upajo izpostaviti, kadar se njim kakšna druga stvar tudi zdi, da bi mogla biti drugačna oziroma da ni ok. Ne. Tako da in tak del, bom rekel, managementa, da vodiš zgledom, pa brez nekega, bom rekel, brez neke slabe volje, mi nismo odškodninsko tožili bank. Mi smo samo želeli, da nam unovčijo izvršnice. Ne. Se mi zdi zelo pomemben, zaradi tega, ker v bistvu s tem, ko sam kot podjetnik pa kot menedžer daješ zgled, potem ostali enostavno lažje sledijo. Ne. Čas se nama izteka, tako da če imaš kakšno zaključno misel. Najlepša hvala za povabilo, torej za ta pogovor, pa vsem študentom, ki se slučajno odločajo o tem, da bi šli na lastno podjetniško pot. Res čestitam za pogum, pa želim vse dobro. Hvala tebi, da si vzel čas. Ja, hvala še enkrat. Bilo je zanimivo. Prosim.